Danes smo v Novem mestu iz dveh razlogov. Prvi razlog je, da se poklonimo pokojnemu Alešu Šutarju in še enkrat izrečemo iskreno sožalje svojcem in vsem novomeščankam in novomeščanom. Po drugi strani pa smo tu zato, da smo poslušali lokalne skupnosti, da smo poslušali župane, da smo poslušali svetnike in da je vlada v odziv predstavila, kako se namerava z družbeno krizo soočiti. Sam bi ocenil, da smo bistveno bolj na istem bregu, kot bi morda kdo drug zaključil. Zaključil bi, da se vsi zavedamo, da živimo v trenutku krize, da vsi vemo, da je danes Novo mesto zavito v strah, jezo in žalost in da je naša skupna odgovornost kot državne, kot lokalne politike, da strah, jezo in žalost presežemo. Kako to narediti? Prvi pogoj je, da se zagotovi red in varnost v jugovzhodni Sloveniji. Vlada zato pripravlja omnibus zakon, se pravi zakon, ki bo posegel v več drugih zakonov, katerega prvi namen je poslati jasen signal, da nasilništvo in kriminal nimata in ne bosta nikoli dobila domovinske pravice v Republiki Sloveniji. In drugič, kot minister za delo na tem mestu tudi napovedujem, da bo del tega zakona tudi to, da socialna država ne bo več tolerantna do storilcev kaznivih dejanj, posebej pa ne do povratnikov. Zakon trenutno snujemo, konkretne ukrepe bomo predstavili v prihodnjih dneh. Predsednik bi ga rad v tednu ali dveh že obravnaval na vladi, tako da bomo se zelo potrudili, da bo odziv hiter. Predvsem se bomo pa potrudili, da bodo ukrepi pravilno odmerjeni in da bo odziv v lokalnih skupnostih učinkovit. Vsi prebivalci Novega mesta, drugih krajev po jugovzhodni Sloveniji si zaslužijo živeti v miru in vsi skupaj si pa moramo prizadevati za to, da ko jezo, strah in nesrečo, ki danes visita nad mestom, premagamo, da bomo lahko ponovno zaživeli tudi v sožitju. Gospod Mesec, ko vas je napovedal vaš govor na seji občinskega sveta, so v nadaljnjem zboru skambirali odstop. Sam nisem del tiste politike, ki bi gledala proč ob tem vprašanju. V zadnjem letu smo sprejeli več ukrepov, ki imajo za cilj izboljšanje integracije romske populacije. Prvi tak je, da smo realizirali dolgoletno željo lokalnih skupnosti jugovzhodne Slovenije in to, da smo povezali koriščenje socialnih prejemkov z obiskovanjem šole. Drugi je, da smo uvedli obvezen vrtec za romske otroke oziroma obvezen predšolski program. Odprli smo projekt za zaposlovanje Romov in razširili program javnih del. Načeli smo vprašanje prekrškovne politike, se pravi, da množični prekrškarji po predlogu zakona, ki je v medresorski obravnavi, bodo morali v zapor. Tako da ne, nismo gledali stran ob teh vprašanjih in ne mislim odstopiti, ker sem tako do zdaj, kot bomo danes naprej delal vse, kar je v mojih močeh, da situacijo, ki je posledica 20 let gledanja proč strani politike, tudi rešimo. Razumem pa, zakaj so številni moji predhodniki gledali proč. Kot vidite, kdor se dotakne tega vprašanja, je hitro tudi vsega kriv. In tako razumem vzklike danes na trgu pred Rotovžem. Bom pa se zelo potrudil, da tudi te ljudi prepričamo, da se o moji vlogi in o mojem delu motijo. Ne vidite pa potrebe, da se
odgovorno ravnanje z moje strani je, da pomagam situacijo rešiti, da pomagam krizo premagati. Da naredim vse, kar je v moji moči, da bomo izpeljali ukrepe, o katerih smo se danes dogovorili na seji mestnega sveta. Okay? Hvala lepa.